Si študentka medicinske fakultete, aktivna prostovoljka. Zakaj si se odločila prav za medicino? V bistvu to bila že moja želja iz osnovne šole, pač pomagati ljudem, biti v stiku z njimi. Zato sem tudi nadaljevala v srednjo šolo z gimnazijo, da sem imela odprte možnosti. Ta želja pa tudi ostala vse do zadnje minute, ko sem obkrožila oziroma napisala, da bom šla na medicino v Maribor. Kako pa si začela s prostovoljstvom? Prostovoljstvo se je začelo že v času osnovne šole. Takrat sem sodelovala z Rdečim križem, ko smo v bistvu podeljevali kruh. Nato v srednji šoli je to malo zašlo v ozadje, ker nisem imela takih možnosti. Potem pa že v vstopom na fakulteto so ponujali različne aktivnosti, različni projekti. Takoj sem se udeležila projekta Medemedo, to smo pač pomagali otrokom, da so izgubili strah pred zdravniki, smo igrali zdravnike. Nato sem nadaljevala pri projektu Eprovetka, kjer zaveščamo ljudi o pomenu darovanja krvi pa kostnega mozga. Nato pa se v bistvu pot nadaljevala, da sem pristopila kot članica stalni delovni komisiji za socialne zadeve. Nato sem postala predsednica, kar je mogoče v Študentski svet Univerze v Mariboru. Hkrati potem smo pa razvili oziroma ustanovili projekt Serotonin, ki se ukvarjajo za mentalno in duševno zdravje študentov. To pa tudi vse to pa je omogočila medicinska fakulteta. Postala si tudi najprostovoljka Univerze v Mariboru. Kaj ti ta nagrada pomeni, to priznanje? V bistvu nagrada in priznanje mi zelo veliko pomenita. Predvsem me je presenetilo, da so me povabili k kandidaturi. V bistvu to je bilo kot nekakšna potrditev, da sem na pravi poti. Pa tudi pokazalo se je, da me to veseli in da sem na pravi poti, da tudi to želim nadaljevati tudi kasneje. Tukaj je tudi projekt, ki si ga ustanovila skupaj s 5 študenti, Serotonin. Kako ste se lotili projekta, so bile kakšne ovire pri njem, kaj ste od njega pričakovali? V bistvu ideja je bila od 2 članov, od Natalije ter od Vigorja. To idejo sta skupaj zasnovala, nato sta povabila še nas ostale 4 študente. Skupaj smo se sestali smo se večkrat, naredili načrte, letni načrt, dogodke, predavanja. V bistvu nismo imeli kakšnih posebnih težav. Medicinska fakulteta ter DŠMM, Društvo študentov medicine Maribor, so nas podprli finančno in tudi moralno, tako da je projekt speljan. Prvo leto je bilo uspešno, sedaj ga tudi že drugo leto nadaljujemo. Za seboj imaš torej že kar nekaj projektov, na katerega si najbolj ponosna? Najbolj sem ponosna na projekt Serotonin, zaradi tega, ker želimo študentom pomagati in jih ozaveščati o pomenu duševnega zdravja, podirati tabuje, da bi se ljudje o tem bolj pogovarjali odkrito, da ne bi več skrivali, da bi tudi prej pristopili, če imajo resnejše težave, k psihiatrom, k psihologom in da pač tega ne bi skrivali v sebi, da čim prej poiščejo pomoč. Organizirate tudi delavnice, predavanja, kako so ti obiskani? Tako, lani smo organizirali eno predavanje ter eno delavnico na mesec. Vsak mesec je bila nova tema. Letos pa smo se odločili, da bo prav tako ostalo enako. Zdaj v novembru bomo imeli na temo schizofrenije, tako da so lepo vabljeni. Seveda pa tudi imamo svojo spletno stran Serotonin, tako da tam redno objavljamo novice, tudi objavimo dogodke, ljudi povabimo, tako da so vsi dobrodošli s vprašanji, kakorkoli. Bi kdaj izbrala kaj drugega kot medicino? Ne, ne bi. Kakšni so pa tvoji načrti za prihodnost? Boš ostala prostovoljka? Ja. Želim še to dalje nadaljevati. Posebej pri srcu mi je tudi projekt Simbioza, kjer mladi učimo starejše računalništva. To smo tudi 2 leti zaporedoma organizirali. Pa tudi, ko sem bila v stalni komisiji za socialne zadeve, smo zbirali sladkarije za otroke. Tudi to želim ohraniti, pa tudi kot krvodajalka različne.